Iz naših krajev. Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o težavah pri gradnji protipoplavnih nasipov ob reki Muri, omejitvah plovbe po Bohinjskem jezeru, vplivu dolenjskih zidanic na razvoj turizma, trgovini z brezplačnimi oblačili v Mariboru in o veteranskih članih gasilskih društev. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Ob reki Muri se pri načrtovani gradnji protipoplavnih nasipov zatika, zato nekatere skrbi, da bi lahko zamudili rok za črpanje izdatnih evropskih sredstev. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je zatrdil, da ta sredstva niso ogrožena. Začetek del na prvem odseku napoveduje v marcu, drugod k ukrepanju poziva občine. Poslanec NSI Jožef Horvat je v poslanskem vprašanju spomnil, da je bilo zagotovljenih skoraj 45 milijonov evrov evropskih sredstev za gradnjo približno 40 km nasipov ob Muri. Ob tem opozarja na rok za črpanje sredstev, izrazil pa je zadovoljstvo z odločitvijo o oddaji javnega naročila za dograditev nasipov med Krogom in Petanci. Minister Novak je v odgovoru na poslančevo vprašanje zagotovil, da ni ogrožen niti €1 iz načrta za okrevanje in odpornost, ter da bo vse izvedeno do roka, ki je junija prihodnje leto. Potrdil je, da je pogodba za prvi sklop del v občini Tišina podpisana in napovedal, da se bo izvedba začela v marcu. Župan Tišine Franc Horvat je medtem povedal, da občina še nima informacij ne o začetku, niti o poteku del. Želijo zagotovila, da bo upoštevan dogovor o uporabi določenih obvoznih cest ter da bo poskrbljeno za nadzor in zaščito lokalne infrastrukture. Pričakujejo predvsem jasne informacije o lokaciji, načinu in organizaciji gradbišča. Nazadnje gre za 340 tisoč kubikov materijala, pa bo mogel biti prepeljan seveda tudi po občinskih cestah občine Tišina in bi radi tisto, kar smo takrat dodali kot pogoj, da se tudi to upošteva, da se samo po tistih lokacij oziroma cestah vozi, ki smo jim mi v pogojih posredovali. To za njihove ceste pomeni do 20 tisoč voženj tovornjakov, je še dodal župan. Na preostali trasi nasipov je po besedah ministra Novaka potrebna celovita presoja vplivov na okolje, ki je za 20 km trase še niso začeli. Županja Črenšovcev Vera Markoja očitka, da so za pomanjkanje napredka na delu trase krive občine, ne sprejema. Kot je dejala, gre za zadevo v domeni ministrstva, opozarja pa, da so pogajanja zapletena. Gre za 270 pa nekaj hektarjev zemljišč in v tem je 114 hektarjev prvoklasne rodovitne obdelovalne zemlje, od katere živijo naši ljudje, kmetje. Za nasip v Ljutomeru pa je minister pojasnil, da je pridobljenih 98% zemljišč. Za preostali del je prosil pristojne, naj pripravijo razpise z določenim tveganjem glede pridobitve zemljišč. Objavljeni bodo lahko, ko bo zagotovljen zadosten delež zemljišč za gradnjo, je dodal. Slabše pa je na Razkrižju, kjer je pridobljena le polovica zemljišč. Zato je minister Novak zaprosil za pospešeno delo direkcije in občin, da pridejo do večjega odstotka potrebnih zemljišč. Radio Ognjišče v vašem kraju. Podobno kot so to lani že storili na Blejskem jezeru, so zdaj uporabo športnih rekvizitov na električni in motorni pogon prepovedali tudi na Bohinjskem jezeru. S spremembo odloka o plovbnem režimu, ki so jo potrdili občinski svetniki, bodo na Bohinjskem jezeru prepovedani tudi pedolini in kajti. Odločitev so sprejeli po opravljenem monitoringu, ki so ga izvedli sredi poletja lani. V povprečju so na jezeru v danem trenutku zaznali 243 plovil, kar je 43 več od ocenjene nosilne zmogljivosti jezera. Največ plovil so našteli v soboto 11. avgusta in sicer kar 335. Sama struktura plovil je v povprečju taka, da v 3/4 prevladujejo supi, 20% nekje kajakanog raftov, ostale vrste plovil, se pravi čolni, jadrnice in podobno, pa predstavljajo nek zanemarljiv delež. Zakaj supi? Nekako razumljivo, ker so tudi precej dostopni, lahko jih može praktično povsod, cenovno so ugodni in tudi transport je v bistvu najlažji.
Je o rezultatih povedala predstavnica oddelka za okolje in prostor na občini Nataša Fujs in pojasnila, da preobremenjenost jezera vodi do degradacije ekosistema, zmanjšanja kakovosti izkušnje obiskovalcev in povečanega tveganja za konflikte med uporabniki jezera. Zaradi tega so preverili tudi, kako je s prisotnostjo motornih plovil in rekvizitov. Želeli smo podati poseben poudarek tudi na športne rekvizite, na električni oziroma motorni pogon, oziroma na te rekvizite, ki dosegajo v vodi večje hitrosti. Majhno smo pregledali stanje oziroma tudi literaturo, ki govori o potencialni nevarnosti teh vrst plovil, ker so tako strukturirani oziroma zgrajeni, da dosegajo lahko hitrosti tudi do 50 km/h, težko se ustavijo in njihov podvodni del je lahko potencialno nevaren za kopalce pa tudi druge uporabnike. Zdaj, sami teh vrst plovil v to študijo nismo veliko zaznali, zato ker je prepoznava iz zraka precej težja, ker težko ločiš, ali je to nek hidrofoil deska ali gre za nek plavalni rekvizit ali blazino, ampak to ne pomeni, da jih na jezeru ni. Pogosto dobivamo informacije tudi strani obiskovalcev, da se pač take vrste rekvizitov pri nas pojavljajo in da bi bila fajna tudi neka regulacija. Rekreativna plovba na Bohinjskem jezeru bo po novem mogoča od marca do novembra, odlok pa določa tudi obveznosti organizatorjev različnih prireditev in tekmovanj, ki bodo morali o tem obvestiti občino in Turizem Bohinj ter v nekaterih primerih pridobiti dovoljenje. Ohranja se prepoved plovbe v kopalnih vodah Ukanc in Fužinski zaliv, vendar z natančno opredelitvijo neškodljivega prehoda pravokotno na obalo, da se zagotovi varnost kopalcev. Monitoring, ki je pokazal največjo gostoto plovil na območju Ukanca na območju pod Skalco, je namreč približno petino vseh plovil zaznal na območju kopalnih voda. Na podlagi analize so bili predlagani še nekateri drugi ukrepi za izboljšanje stanja. Med njimi so zagotovitev rednega izvajanja nadzora in uvedba strožjih sankcij za kršitve plovbnega režima. Ker se je izkazalo, da je več kot polovica plovil na jezeru izposojenih, bi bilo smiselno tudi, da bi ponudniki izposoje plovil uporabnikom posredovali več informacij o pravilih plovbe. Prispevek sem pripravil Marcel Krek. Radio Ognjišče v vašem kraju. V Rogaški Slatini je prejšnji konec tedna potekal dvodnevni posvet predsednikov komisij za veterane, ki ga je organizirala Gasilska zveza Slovenije. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z Marinko Cempre-Turk, ki je članica prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec. Tukaj v Rogaški Slatini poteka posvet za predsednike komisij pri gasilskih zvezah in to komisij, ki so zadolžene za veterane. To pomeni, da starejši od 65 let se vseeno nekaj združujemo, si izmenjujemo izkušnje in seveda želimo tudi še vedno svoje pridobljeno znanje in veščine nekako uporabiti še vedno v dobrobit gasilske organizacije in pa ne nazadnje tudi še aktivno delovati pač v tistih smereh in področjih, kodar še lahko sodelujemo in pa ne nazadnje tudi prenašati izkušnje, znanje, veščine na mlade gasilce. Torej gre za vsakoletni dogodek? Ja, s tem takim dogodkom smo začeli že v preteklosti, nimamo ne vem kakšne kilometrine, vendar se je to izkazalo kot ena zelo dobra in pa pomembna oblika druženja, pa bom raje rekla tudi prvenstveno izobraževanja in izmenjava izkušenj. Kaj pa poteka te dni, oziroma kakšna je recimo vsebina predavanj, ki jih pripravljate? Vsebina predavanj je različna, tako od, ne vem, bi rekla, nekako splošnih vsebin, ki nekako lahko opolnomočijo vsakega posameznika, do dogajanj, napovednikov, dogodkov v gasilski organizaciji, tako da nekaj je res gasilskega, nekaj je pa splošnih vsebin in ne nazadnje ugotavljamo, da to zelo hitro mine. Mogoče vprašanje, kje ste delovali vi v tej
teh gasilskih dejavnostih, v katerem kraju, v kakšni funkciji? Jaz sem članica gasilskega društva Dolnji Logatec. Seveda v prvi vrsti sem bila tudi operativka do tiste starostne meje, ko to dejavnost še lahko opravljam. Tako da imam tudi kar veliko izkušenj z različnimi intervencijami, od samih požarov, prometnih nesreč do naravnih nesreč in ne nazadnje tudi gašenje ladje v Izoli, seveda s kolegi, ki smo takrat šli na pomoč pri gašenju te ladje. Sicer je pa 20 let sem vodila Gasilsko zvezo Logatec, bila v organih Gasilske zveze Slovenije, 3-mandatno obdobje podpredsednica Gasilske zveze, pa še, tako kot sedaj delujem v svetu veteranov, sem tudi 3-mandatno obdobje vodila svet članic in mislim, da smo tam na tem področju kar naredili premike v pozitivno smer. Kako pa se spominjate teh časov, ko ste bili takrat bolj aktivni? Ja, zanimivi časi, ne? Tako kot je bilo prej v predavanju omenjeno, ne, da včasih, da pač moški postavljajo gasilstvo pred družino in tako naprej, v tem se popolnoma strinjam. Moram reči, da je bilo veliko obveznosti, če zdaj pogledam nazaj, se včasih začudim, kako da sem lahko toliko stvari v tistem času opravljala, poleg družine, majhnih otrok in pa tudi službe. Pa mogoče še tale vidik ženska v gasilstvu, kako ste to doživljali oziroma kako so to doživljali drugi? Ja, kako so doživljali drugi, ne vem, to bi lahko kdo drug rekel, ampak mislim, da ne vem, gasilske vrste so vstopila skupaj z bratom in zaradi tega mogoče mi je bilo po en stran malo lažje, čeprav potem, ne vem, niso vedno skupaj delovala in so bili določeni trenutki, časi, sredine, ko pa to ni bilo več toliko enostavno. Imam tako lepe kot grenke spomine ali pa kakšne zelo grenke spomine na določene trenutke, no. In recimo pri teh slabih spominih se pa včasih vprašam, čakaj, pa zakaj že si 50 let pri gasilcih? To se pravi, ni bilo vse slabo, ampak so bili tudi lepi trenutki in potem se spominjam tudi res takih lepih trenutkov doživeti in ne nazadnje tako med gasilci kot gasilkami imam vrsto dobrih, iskrenih prijateljev. Gospa Marinka, najlepša hvala za tale iskren pogovor. Hvala tudi vam. Z Marinko Cempre-Turk sem se pogovarjal Rok Mihevc. Radio Ognjišče v vašem kraju. Na Dolenjskem v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljen turizem v zidanicah. Obiskovalcem poleg doma pridelenega vina ponujajo tudi pogostitev in prenočišča, nekatere zidanice imajo tudi wellness. Ta oblika turizma je zaživela predvsem v času epidemije covida, ko so obiskovalci iskali nastanitve, kjer bi se izognili množicam in ker niso mogli potovati v druge občine. Takrat so v zidanicah prevladovali domači gostje. Po epidemiji pa je vse več tujih. Na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja sta obiskovalcem na voljo 2 vrsti zidanic. Prve so tako imenovane odprte zidanice, kjer lahko dobijo obiskovalci domače vino in narezek, v tistih z registrirano dejavnostjo pa tudi drugo pijačo in hrano. Druga vrsta pa so zidanice vključene v projekt Turizem v zidanicah, ki obiskovalcem nudijo tudi nastanitev. Že od vsega začetka je vključenih 11 zidanic, od tega je 5 zidanic imamo malo večjo ponudbo, to so zidanice, ki imajo registrirane dejavnosti, tako da tam dobiš tudi dejansko hrano oziroma se lahko naroči tudi za kakšne večje skupine. 6 je pa pač zidanic manjših, kjer se dobi pa samo narezek in pa pijača. Domača pijača pridelana pač v tem vinogradu. Imamo
tam cirka do 5000 obiskovalcev na leto. Letos smo šli tudi v projekt Transverzala odprte zidanice z kartico zvestobe, tako da se vsaka zidanica imamo te kartice skupne in potem se zbirajo štempilke. Za določeno število štempilk dobiš majico odprte zidanice, oziroma če dobiš štempilko od vseh, da si obiskal vse zidanice, dobiš nahrbtnik odprte zidanice. Je povedal predsednik Društva vinogradnikov Trška Gora Marjan Lisac. Zidanice so praviloma odprte konec tedna, po dogovoru pa tudi druge dni. Podatke o njih je mogoče dobiti na spletni strani www.trskagora.si. Projekt Turizem v zidanicah vodi in trži Razvojni center Novo mesto. Vanj je po besedah Mojce Badovinac vključenih okoli 45 zidanic z območja Dolenjske, Bele krajine in nekaj tudi z Kozjanskega. Lanske številke so zelo lepe, preko 8000 nočitev smo zabeležili, od tega je bilo 29% nočitev so ustvarili slovenski gostje, takoj za njimi 24% so bili Nemci, potem pa so še Nizozemci, tudi sosedje Avstrijci, tudi Italijani, tudi vse več Francozov je. Mogoče majčkeno si želimo še več gostov z naše južne sosede, torej Hrvatov. Domači gostje v zidanice pridejo zaradi oddiha, da najdejo naravo in mir, tuji pa jih uporabijo kot izhodišče, da si ogledajo še druge slovenske znamenitosti. To tudi že tuji turisti prepoznajo kot neko posebnost, kot neko območje, kamor se lahko umaknejo z nekega vsakodnevnega vrveža na nek način na podeželje, v mirno okolje. Seveda tukaj so tudi dejavniki okolja, kot se pravi, živijo v bistvu v vinogradu, tisti čas. Mi radi rečemo, da se v bistvu na nek način postavijo vlogo lastnika zidanice, torej dobijo ključ od kleti tudi, ne? Ker tudi to je včasih pomembno, veliko lastnikov jim da tudi ključ od kleti, da si sami lahko natočijo njihova vina in na nek način se preizkusijo še v tej vlogi. Je še povedala Mojca Badovinac iz Razvojnega centra Novo mesto. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V Mariboru je zaživela trgovina iz roke v roko, kjer si lahko ljudje z omejenimi finančnimi sredstvi brezplačno izberejo oblačila. Projekt je v javnosti naletel na zelo dober odziv. V velikem številu so se odzvali tudi donatorji oblačil, zato teh trenutno ne sprejemajo več, je povedala vodja trgovine Vanela Kostjerjevac. Kot je dodala, je bil cilj ustvariti varno in dostojanstveno okolje, kamor lahko ljudje enostavno pridejo in izberejo, kar potrebujejo, kot da bi obiskali katerokoli drugo trgovino. Sam videz je narejen tako, da zgleda kot neka prava trgovina, koliko pač v bistvu rata, da so na oblačilih etikete, da so oblačila zložena na stojali, zložena na policah. Tudi imamo neko simbolično blagajno, ki v bistvu ne deluje. Trgovinica v prostorih kulturnega inkubatorja na Koroški cesti je od lanskega novembra odprta vsako soboto od 9. do 14. ure. Odziv je v bistvu zelo velik, večji kot smo ga pričakovali, tudi glede donacij. Vse donacije zdaj že zavračamo, ker tudi imamo prostorsko stisko. Tudi je kar veliko obiska, tudi je že kar nekaj teh rednih, ki če ne druga pridejo malo poklepetati pa se pogovoriti v trgovino. Tako da je kar sprejeta. Vanela Kostjerjevac je navdih našla v seriji Made, kjer je podobna trgovina predstavljena kot prostor, ki odstrani stigmo socialne pomoči. Vem, da je kar veliko ljudi na svetu, pa posebej tudi v Mariboru, ki v bistvu pomoč potrebujejo, ki se nekih osnovnih stvari ne morejo privoščiti. Tudi sama sem zasledila kar nekaj objav na socialnih omrežjih, ko prosijo za pomoč. Največkrat so družine, ki rabijo oblačila, jakne, kakšna zimska oblačila za otroke, pa za šole v naravi. In je zelo žalostno, da morajo prositi pa pisati, ker mislim, da rabiš kar veliko poguma, da sploh nekaj tega napišeš, pa se odločiš prositi za pomoč. In se mi zdi, da če ustvarimo neko tako okolje, ker lahko vsak pride in se ne počuti ogroženo in brez sramu lahko pride in vzame nekaj osnovnega, kar potrebuje, da bi svet bil malo boljši.
Kupcem svojega položaja ni treba kakorkoli dokazovati, saj projekt temelji na zaupanju. Nastal je v okviru projekta Banka idej Mladinskega kulturnega centra Maribor in po dogovoru lahko trgovinica deluje v njihovih prostorih v kulturnem inkubatorju do konca marca. Zato iščejo nov večji prostor in upajo, da bodo imeli srečo pri tem. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. Radio Ognjišče v vašem kraju. To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.